Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o tem, kako pomembno je zdaj v teh vročih poletnih dneh paziti, da res dobi naše telo to, kar potrebuje. Govorili bomo o tem, dve najbolj pogosti napaki, ki se zgodita pač zaradi vročine in ki sta tudi povezane z zdravim hujšanjem, oziroma poleti je bolj enostavno preoblikovati telo zaradi tega, ker je več D-vitamina. D-vitamin je pa ključen pri tem, da nekako steče cela presnova na celičnem nivoju. In zdaj pogledamo te prvi dve napaki oziroma najbolj pomembni napaki. Prva je, da zaradi vročine vam ne paše jesti in izpuščate obroke. In dejstvo je, ko mi izpustimo obrok, telo naslednji obrok shrani za slabe čase. In zdaj pa pomislite, mi ne paše malca, ne, saj sem bolj žejna, ne rabim zvečer, ko se pa ohladi, takrat pa dejansko pride lakota za mano in takrat pa, kje bom kaj dobila za pojesti. Zato se držite tega. Treba je jesti na 2,5 uri in če boste tako jedli, boste videli, da se boste res dobro počutili. Seveda, zdaj imamo v tem poletnem času več sadja, več zelenjave in prav je, da to uživamo, ampak pri vsakem obroku, ki ga zaužijemo, tudi če je sadje, se moramo vprašati, kje so tukaj beljakovine. Ker dejstvo je, da recimo ameriške borovnice imamo zdaj mi, tako da moja dopoldanska malica je zdaj tako, da ko je čas, grem obirati grmičke borovnic. Ampak ker nimajo nič beljakovin, potem poleg ali popijem en kozarec jogurta ali pa pojem eno pest orehov ali mandljev. Tako da poglejte, na ta način jaz dobim dovolj beljakovin in zaradi tega telo pač se mu ne sproži neustavljiva lakota. Potem kosila. Kosila, zdaj je tako enostavno reči, pa saj bi samo majčkeno solatke. Zdaj, če gledam, jaz sem šla na vrt odrezati eno mojo to solato. Cela kmetovalka sem. In zdaj, če gledam, ja, eno solato se vam zadosti za kosilo. Ampak spet, kje so tukaj beljakovine? Enostavno jih ni v solati, se ne jemo črvov zraven. Ali pa recimo za večerjo, tako kot sem jaz nekoč delala, solate je bilo v izobilju in sem si pripravila skledo solate. Zdaj, tako kot jaz jem solato, to ni za v javnost, ker na ta način jem. V glavnem, dejstvo je, da sem se lotila požrtije te solate in zraven sem jedla bel kruh. In poglejte, tam enostavno ni beljakovin in če ti pa manjka beljakovin, pa telo začne porabljati lastne beljakovine za obnovo. In to pomeni, da postaneš vpadel, zgubana koža postane, povesi se vse skupaj na telesu, res da mogoče kakšno kilo dejansko, zdaj tukaj bom res rekla, izgubiš, ker načeloma kilograme preoblikujemo, telo preoblikujemo, kilogramov se znebimo. Kakor rečemo, sem zgubila kilograme in bo moje telo po naravnem zakonu, vse tisto, kar izgubimo, želimo dobiti nazaj, jih bo tudi našlo. No zato, če na ta način, če jeste same solatke, upadate, ampak ni to zdravo preoblikovanje telesa, ker ste v bistvu porabljali ali pa porabljate za obnovo mišično maso. In to pomeni, da ste zmeraj bolj zgubani, shirani, brez energije in ne počutite se dobro. In zdaj sploh v teh poletnih mesecih, poglejte, več se gibljamo, bolj zdravo hrano jemo. Zdaj pa kje še ena taka velika past? Še pri solati bom ostala. Se pravi, pri večerji, namesto tega kruha, ki sem ga jaz nekoč uporabljala ali pa jedla zraven solate, zdaj naredim eno tako fajno mešanico in dam, seveda uporabljam normalno skledo solate, potem pa čez zlijem jogurt, potem pa noter dam, kar uporabljam, zdaj kupujem na kmetijski zadrugi albuminsko skuto ali pa navadno skuto, pa kakšen avokado noter zmešam oziroma zrežem in nastane božanska pojedina tudi za zvečer. Ker poglejte, dobim beljakovine, dobim zelenjavo, dobim vlaknine in predvsem dam pa olje pa sol čez, ne dajem pa pol še dodatno kisa, če že uporabljam jogurt.
In na ta način dobim prav tisto, kar potrebuje moje telo, in če pred spanjem vzamem še antioksidante, recimo C-vitamin pa omego, imam vse sestavine, da moje telo lahko čez noč izdeluje rastni hormon. Rastni hormon je ta, ki nas pomlajuje, obnavlja, topim odvečno maščobo med spanjem in se res človek dobro počuti. Mogoče dajte zdajle v poletnih mesecih več uporabljati skute, jogurta, kefirja, kislega mleka, ker na ta način dobivate beljakovine in probiotične bakterije. Probiotične bakterije so temelj imunskega sistema, ker stimulirajo imunski sistem. Druga stvar pa, ker dobite zadostno količino beljakovin, pač se počutite dobro in se vam ne sprošča želja po tistem, ko bi vas zdajle nekaj. In ta nekaj je vedno nekaj sladkega. No, zdaj pa pojdimo na tisto, kje so pa pasti. Se pravi, naslednja past je, oziroma če drugače povem, pomembno je, da jemo na 2,5 uri in da pri vsakem obroku jemo nekaj od beljakovin. No, zdaj pa gremo na pasti, kje se ujamemo. Eno stvar si rečemo, joj, nisem lačna, pa ne bom jedla, in izpustimo obrok. Drugo, tako kot jaz nekoč, pač pojesti skledo solato pa kruh in tukaj ni nič beljakovin. Tretja past pa je, a veste kje, alkohol. Kaj paše pri mnogih ljudeh? Jaz sama pivo ne pijem, ampak ja, paše kakšen pirček. Mi imamo to za vsak slučaj, pa ponavadi jih zmečemo stran, ker jih nihče ne popije. O, Marička, ja. Rok porabe tega piva je 23.10.2018, tako da, okej, ampak za pokazati pa imam pivo, a je to tako. V glavnem, dejstvo je, da alkohol je pa tisti, ki nas ujame v skrito past. Ker pomislimo, pivo samo po sebi ima glikemični indeks, a veste koliko? 110. Pomislite, skuta pa po drugi strani ima glikemični indeks 0. In kaj to pomeni? Da je dejstvo je, da kakorkoli popijemo alkohol, nam naraste sladkor v krvi in ko nam pade sladkor v krvi, telo samo še zahteva tisto ta dobro, sladkarijo. Zato je tako pomembno, da če že vam paše recimo kakšen kozarček, se usedete, ne vem, nekje, včeraj sem bila s prijateljico ob Zbiljskem jezeru, in smo si naročili suho vino. Brez slabe vesti, en kozarček suhega vina, zato ker suho vino nima toliko sladkorja, ogljikovih hidratov, medtem ko pivo, to je pa dejansko ni samo za 7 žemelj, ampak dejansko je to tako, kot bi celo štruco pojedel tako. Zato je pomembno, da če imate radi pivo in da ga pijete tako za osvežitev, morate pomisliti prej, kaj pojeste. Se pravi, pivo pijete v okviru obroka in prej jeste samo zelenjavo in beljakovine. No, zdaj, če grem na to mojo večerjo, kar ponavadi jem za večerjo, skleda solate, noter zmešam skuto, pa jogurt, pa dam olje olivno, pa dodam sol, pa avokado, se pravi, to je zdaj krasna večerja. In če bi po večerji popila en kozarec piva, še vedno sladkor ostane v ravnovesju. V nasprotnem primeru se zgodi, da meni sladkor pade in se lahko zgodi, da ne bom spala, to je ena možnost. Druga možnost je, da se bom ponoči prebujala in tretja možnost je, da se bom začela rediti, ker bom potem šla jesti sladkarijo. Tako da v glavnem, bodite previdni pri alkoholu. Zdaj, če gledamo primerjava sladoled, te poletne razvade, tistega, kar gre več. Sladoled v primerjavi recimo s pivom. Kakšna je razlika? Po glikemičnem indeksu ima sladoled glikemični indeks okrog 60. Pomislite, pivo pa 120. In bi mogli celo banco sladoleda pojesti, da je primerljivo recimo z enim pivom. No, ravno tako recimo pri sladoledu, kako uravnavati sladkor, če imate radi sladoled. Ja, brez slabe vesti si ga lahko privoščite. Ampak, ja, če popijete zraven kavo, kava ima glikemični indeks 0, dejansko pomagate pri tem, da sladkor ostane v ravnovesju. Še boljši, in jaz sem sploh takrat, ko sem imela manjše otroke,
pa smo šli na sladoled, a veste kaj? Jaz sem s sabo vzela orehe ali pa mandlje in sem si lepo vzela kavico, potem sem pa zraven pojedla par mandljev ali pa orehov in brez slabe vesti polizala en sladoled ali pa ga dala kar v kavo. A vidite, kako preprost in sladkor ostaja v ravnovesju in se res dobro počutiš, predvsem pa, ko ostaja sladkor v ravnovesju. Ne samo to, da se vaše telo preoblikuje, ampak vi imate ogromno energije, vi se dobro počutite, vi ste dobre volje, zato ker ko vam pade sladkor v krvi, postanete razdražljivi, raztreseni, lačni, enostavno se ne morete zbrati in vse to je povezan s tem, cukor mi je padel. Tako da poglejte, kako preproste rešitve, zato se morate pri vsakem obroku vprašati, kje so tukaj beljakovine. No in zadnjič, mislim, da je bila na delavnici v Ankaranu ena gospa, ki je krasno shujšala in je rekla, da je začela prakticirati, pri vsakem obroku popije en kozarec jogurta. In dejansko, ko naše telo dobi dovolj beljakovin, se preoblikuje, se počutiš dobro, imaš ogromno energije in če gledate, kaj je en kozarec jogurta, probiotične bakterije, ki vplivajo na dobro počutje. Pa B-vitamin, ki ga rabimo za delovanje možganov, pa B-vitamin je noter, ki deluje na delovanje presnove. In če poleg tega jogurta še tiste oreščke zaužijemo, dobimo magnezij. Magnezij je spet za dobro delovanje možganov in je tudi za celični vžig, zato da imamo več energije in tudi zato, da se topijo odvečne maščobe. Mislim, da sem danes dobila eno vprašanje od enega gospoda, ki je začel po knjigi Ko imajo hormoni žur, tele razpredelnice gledati in mu ni bilo jasen, pa zakaj tukaj v glikemičnem indeksu noter ni, ne vem, mesa. Zakaj, kako to, da ga ni? Zaradi tega, ker beljakovine nimajo sladkorja. Beljakovine imajo glikemični indeks 0. Zakaj tukaj noter ni olj? Zaradi tega, ker olja nimajo nič ogljikovih hidratov, recimo olivno olje, bučno olje. Dejansko tega lahko, dobro se ne bomo liter naenkrat popili, ampak lahko brez slabe vesti kar pošteno zabelimo solato. Brez slabe vesti in sladkor ostaja v ravnovesju. No tako da, gledajte, današnji nasvet majčkeno bolj praktičen, za v te vroče poletne dni, mogoče se spomnite za tiste, ki ne morete popiti toliko vode, kot jo potrebujemo, mogoče kakšno meliso dajte noter, ali pa meto, limono si stisnite noter in boste videli, lažje bo piti vodo, ali pa mogoče, če vam ne gre drugače, mogoče vzemite Neolife Tea, se pravi, to je čaj za hujšanje, ki obogati vodo, noter so zelišča, ki pa pomagajo pri presnovi in pri zmanjšanju lakote. Tako da, a veste, piti je treba, to je dejstvo. In tisti, ki premalo pijete, sploh zdajle v poletnih mesecih, očitno je še to pomembna informacija, v poletnih mesecih vsi tisti, ki pijete premalo, začnejo vaše maščobne celice shranjevati vodo ravno tako kot kamele. Veste, kamela, to grbo, ki jo ima, to ni prazna vreča, ampak je to neko maščobno tkivo, kamor se shrani voda, takrat, ko gre kamela čez puščavo. In isto je pri nas. Če premalo pijemo, naše telo začne zadrževati vodo in enostavno smo odtekli, zabuhli, shujšati pa ne moremo. Se pravi, klin se s klinom zbija. In ko začnemo zadosti piti, se tudi ta odvečna voda spravi s celic ven. To je to, za danes. Zelo praktični nasveti, ja, imejte se radi. Ker, pogledajte, naše telo je svetišče in ni smetišče. Tega se moramo zavedati. Zato, ker se imam rada, pač vnašam v svoje telo vse tisto, kar podpre moje svetišče. In ne trpam v njega nič tega, kar moje telo obremenjuje. In zdaj jaz vem, kaj moje telo obremenjuje. Vsa hrana, ki ima višji glikemični indeks od 35. In če boste šli gledati v knjigo, Ko imajo hormoni žur, dejansko moje telo ne odreagira dobro, tudi takrat, recimo, če pijem mošt, tudi če se najem hrušk, imajo že previsok glikemični indeks,
Moje telo ne odreagira dobro takrat, ko jem kruh, pa čeprav je to pirin kruh, ki ima glikemični indeks 45, moje telo ne odreagira dobro, ko recimo pojem lahko tudi 100% ajdov kruh, ker enostavno moje telo potrebuje bolj lahko hrano. In takrat se dobro počutim. Da ne govorim, moram povedati, da ne govorim. Zadnjič sva šli z eno gospo, ki jo imam neizmerno rada, z gospo Marjetko sva šli na pico in sva si naredili, a veste, kako sva sestavili kosilo? Naročili sva pico, prerezano čez pol, se pravi vsaka polovico pice, in vsaka si je naročila eno ta malo solato z, se pravi, gorgonzola ovita mislim, da pršut. V glavnem, zdaj delam majčkeno reklame, ker mi je toliko dobro. Če greste slučajno v Škofjo Loko, si rezervirajte mesto v jesharni in si naročite solato Freising. Res je dobra. Tako da v glavnem, dejstvo je, da ta solata, pa recimo pol pice, do tle gor se naješ, imaš ogromno energije, se dobro počutiš in predvsem dobiš vse tisto, kar potrebuješ. Tako da tudi lahko gremo na pico, ampak ne sama pica, ker potem padeš dol. No, za vse tiste, ki želite več informacij, ko imajo hormoni žur, tukaj je v rumenem poglavju vse to opisano, kar sem vam danes govorila, in tukaj imate tudi primere za ideje za okusne večerje. Dejstvo je, da naše telo potrebuje tudi v poletnih mesecih vse hranilne snovi. Zato, ker drugače boste shirali, na koncu poletja poglejte, pa je pomembno to, da vi zdaj čez poletje gradite imunski sistem in beljakovine. Beljakovine so dejansko tudi gradniki imunskega sistema, ker jeseni lahko pričakujemo novo porcijo virusa in dejstvo je, da zdaj poskrbite za močan imunski sistem, čim več svežega, čim več lokalnega, dajte kakšno stvar sami pridelati, imate mogoče okensko polico, dajte si posejati zeleno peteršilj in boste videli, to je res zlata vredno, ampak res zlata vredno. Tako da naredite to za sebe, zato ker se imate radi in se cenite. In čas je za naše dobro počutje. Tako da uživajte in naj vam bo vse dobro v življenju, ker življenje nam vedno vrača to, kar mi dajemo. Začne se pri nas, če mi sebi dajemo ljubezen, se pravi tudi to, da poskrbimo za hrano in pijačo, se vesolje odzove in nam vrne nazaj v izobilju vsega tega dobrega. Tako da uživajte.